Zdaj pa bi prosil še zadnjo pred odmorom gospod Sanjo Burnazovič, vodja investicijskega sektorja na Stanovanjskem skladu Republike Slovenije, ki bo prikazala primere financiranja trajnostne prenove v okviru stanovanjske gradnje. Lep pozdrav v mojem imenu in v imenu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. To zdaj se res prvič zgodilo, ker pred kratkim sem imela s istim ključkom eno predstavitev, pa je nekako šlo. Pred časom je sklad praznoval 30-letnico, nekako sem želela ob predstavitvi sklada prikazati ta plakat, kaj je bilo narejeno v času delovanja Stanovanjskega sklada in naše izkušnje predvsem v trajnostnih gradnjah. Žal tega zdaj ne bo, ampak bom pač povedala, kaj so glavni projekti in aktivnosti Stanovanjskega sklada. Torej mi sodelujemo predvsem kot investitorji s lastnimi gradnjami javnega najemnega stanovanjskega fonda v Republiki Sloveniji na področju celotne Slovenije. Potem imamo programe sofinanciranja s lokalnimi skupnostmi in to so program sofinanciranja gradnje javnih najemnih stanovanj in program sofinanciranja gradnje stanovanjskih enot za starejše osebe. Tudi kupujemo stanovanja na trgu in na ta način zagotavljamo, plus dodatno pa tudi kupujemo zemljišča za gradnjo stanovanj, bodisi v stečajnih postopkih ali od DUTB-ja, na javnih dražbah in podobno. Prav tako izvajamo javni najem. Kako skrbimo za trajnostno gradnjo in celovito prenovo večstanovanjskih stavb in kakovost v bistvu večstanovanjske gradnje, torej integriramo ta koncept trajnostne gradnje in celovite prenove vse produkte sklada, sodelujemo v razvojnih in raziskovalnih projektih z tega področja, imamo tudi svoje lastne standarde, navodila za projektiranje, za izvajanje projektov, za kvaliteto izvedbe v stanovanjski gradnji, ker tudi večinski delež odpade tudi na ta trajnostni način snovanja projektov, pa veliko v zadnje čase v bistvu se poslužujemo s to BIM tehnologijo, ker menimo, da je tudi ta digitalizacija vseh postopkov v graditvi tudi en od trajnostnih konceptov prihodnosti. Kar se tiče lastnih investicij sklada, ker nekako je to večinski delež zagotavljanja javnih najemnih stanovanj, smo v predhodnih 2 letih zaključili 819 stanovanjskih enot v Ljubljani in Mariboru, od tega je bilo tudi 109 enot za mlade v enem pilotnem projektu v Ljubljani, skupno za mlade Gerbičeva in ter v 55 je bilo oskrbovanih stanovanj za starejše. V izgradnji in zaključevanju imamo 319 javnih najemnih stanovanj v Ljubljani, Mariboru in Kopru in v bistvu do leta 2025 nameravamo še zgraditi dodatnih skoraj 600 stanovanj in za te projekte imamo zagotovljena sredstva. Imamo pa tudi večji nabor projektov za gradnjo po letu 2025, tu imamo 1280 javnih najemnih stanovanj, žal za ta nabor projektov zaenkrat ni zagotovljenih finančnih sredstev, razen v delu projektiranja. Na kakšen način si v bistvu financiramo projekte, predvsem iz lastnih virov, torej iz lastnega poslovanja, potem smo pridobili sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost, pridobili smo tudi posojilo od tuje banke Sveta Evrope za Razvojna banka Sveta Evrope in to so v bistvu osnovni načini sofinanciranja. Predvsem ta naša skrbnost in racionalnost in sledenje tem trajnostnim načelom pri zagotavljanju javnih najemnih stanovanj nam je pripomoglo, da pridobimo ta sredstva, ker tudi ta Evropska banka, torej CEB banka, v bistvu nekako zahteva energetsko učinkovite objekte in objekte, ki so trajnostno naravnani, kar je bil tudi en od pogojev za pridobitev teh posojil. In tako tudi iz načrta za okrevanje in odpornost, to je bila ta komponenta 16, razpis je bil v letu 2022, stanovanjska politika, investicija zagotavljanja javnih najemnih stanovanj.
Torej, posojila te razvojne banke Sveta Evrope, prvo posojilo smo pridobili v letu 2019, je šlo za gradnjo teh 819 stanovanj, ki smo jih praktično že zaključili. Smo pridobili 50 milijonov evrov posojila na 20 let odplačila posojila. Investicijska vrednost teh projektov je bila nekje cirka 120 milijonov evrov z davkom. V letu 2022 smo ponovno za nov paket projektov, 10 projektov v 7 regijah po celi Sloveniji pridobili novo posojilo od iste banke, torej CEB banke, in sicer 70 milijonov evrov. Ocenjena investicijska vrednost teh projektov je nekje okrog 162 milijonov evrov tudi z davkom. To pomeni, če se spomnite na začetku, kaj sem povedala, torej tisti projekte, ki jih smo nekaj zaključili, nekaj imamo v gradnji, nekaj imamo v pridobivanju dovoljenj, nekje za skupaj 1800 stanovanj, imamo pa sredstva zagotovljena. Kaj so bili pogoji te CEB banke? Predvsem izboljšati dostopnost do javnih najemnih stanovanj gospodinjstvom, ki ne morejo dostopati do stanovanja po tržnih pogojih, prednost pri najemu, torej imajo socialno-ekonomsko ranljive skupine, kot so mlade družine, starejše osebe in mladi do 30. leta starosti. Pogoj CEB je tudi energetsko učinkoviti objekti in elementi trajnostne gradnje. Zdaj bi vam eno preglednico pokazala vseh teh projektov, torej da še enkrat povem, torej gre za 1618 javnih najemnih stanovanj, pa 113 oskrbovanih stanovanj za starejše, torej skupaj 1731 stanovanjskih enot smo financirali s pomočjo teh posojil od Evropske banke. So pa res praktično v 7 ali 8 regijah po celi Sloveniji, torej Ljubljana, Maribor, Koper, Novo mesto, Jesenice, Kranj, Lendava, Lukovica, Nova Gorica in ponovno Ljubljana. Omenila sem tudi načrt za okrevanje in odpornost. V Ministrstvu za okolje in prostor je na podlagi nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost objavilo javni razpis za dodelitev sredstev za komponento 16 stanovanjska politika, zagotavljanje javnih najemnih stanovanj. Namen razpisa je bil dodelitev nepovratnih sredstev za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj z gradnjo, bodisi da je to novogradnja, rekonstrukcija, manjša rekonstrukcija ali sprememba namembnosti ali odkupom, glede na energetsko in učinkovitost in trajnostna merila. Med ciljne skupine je tudi sklad bil uvrščen in smo oddali praktično 12 projektov, 12 vlog za pridobitev teh sredstev, smo bili pa uspešni pri 11 vlogah za 754 stanovanj, od tega 136 oskrbovanih najemnih stanovanj, in smo pridobili nekje okrog 32 milijonov evrov nepovratnih sredstev, sicer zaenkrat samo v odločbah, torej odločbe so bile izdane, nismo pa še podpisali. Nismo pa podpisali teh pogodb o sofinanciranju, pač čakamo od pristojnega ministrstva še tiste pogodbe. Kaj pa je bilo v bistvu pogoji pri tem načrtu za okrevanje? Torej morajo osnovni pogoji ustrezen namen investicije, torej gradnja javnih najemnih stanovanj, oddajanje teh stanovanj po neprofitni najemnini, po javnem razpisu, zakonsko določenimi prednostnimi kategorijami. Minimalni obseg investicije je bil vsaj 4 stanovanja, morala so biti zagotovljena lastna sredstva za izvedbo projekta, sicer smo mi deloma pokrivali s tem posojilom, kar sem prej omenjala, upoštevanje predpisov z področja graditve objektov, energijskega področja, varstva okolja in tako naprej. Prepoved odtujevanja teh nepremičnin 10-letni od sklenitve pogodbe o sofinanciranju ter pridobljeno gradbeno pravnomočno dovoljenje oziroma sklenjena pogodba za nakup stanovanj. V bistvu so točkovali tudi te projekte in osnovna merila so bili, da so projekti zaključijo do konca leta 2024, da so lahko tudi dobiš točke, če so na obmejnih problemskih območjih, da so to objekti prenove stanovanj, da je energetska učinkovitost ob zaključku projekta razred A1 ali pa razred A2. Kot sem že rekla, smo bili uspešni s 11 projektov za 38,3 milijona evra.
Potem bi tudi predstavila tole preglednico, kjer pač so prikazane te lokacije, torej bom samo povedala, torej Koper, Ravne na Koroškem, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah, Maribor, Slovenj Gradec, Rogaška Slatina, Novo mesto, Sveta Ana pa Radlje ob Dravi. Zdaj pa imam še malo časa, drugače bi pa pokazala še tiste projekte, kjer pač imamo nekako največ teh elementov trajnostne gradnje, to je predvsem soseska pod Pekarsko gorco v Mariboru, kjer smo pač zgradili in zaključili 400 stanovanj. Imamo energijski razred A1, skoraj nič energijska stavba, kontrolirano centralno prezračevanje, tudi v nadzemnem podzemnem delu, energetsko učinkovita stanovanja s nizkimi stroški obratovanja, nekak trajnost ni samo ta tehnični element soseske, tudi smo zagotovili veliko programa medgeneracijskega povezovanja, torej na sami lokaciji so predvideni prostori za medgeneracijski center za stare, za oskrbovana stanovanja za starejše, za vrtec, za ljudi tudi s posebnimi potrebami, skratka več elementov, veliko zelenih zunanjih opremljenih površin, pripravljenost na e-mobilnost, praktično v celoti imajo zagotovljeno vsa parkirna mesta, pa imamo tudi predinštalacije pripravljene za sončno elektrarno, torej 50 do 70% strešnih površin je na to namenjeno. Ko sem že rekla, smo BIM projektirali, praktično to je ta Building Information Modeling sistem za digitalno, torej nekako smo skrbni lastniki, želimo, da tudi v fazi uporabe in obratovanja objekta lahko finančno spremljamo te objekte v celotni življenjski dobi. Se pa opravičujem, da je pač prišlo do tehničnih težav, upam, da ste nekaj tudi uspeli iz tega mojega monologa tudi dobiti želene informacije. Hvala lepa. Hvala.